Prva izkopavanja na novomeški kapiteljski njivi segajo v leto 1986. Od takrat do danes je to postalo eno največjih arheoloških najdišč ne le v Sloveniji, ampak tudi v evropskem merilu. Tokrat so v Knezovi sobi Dolenjskega muzeja odprli arheološko razstavo z naslovom Nove najdbe s kapiteljske njive v Novem mestu. Gre za pregled najnovejših najdb nekaterih zgodnjih starejše železnodobnih grobov, raziskanih v letih 2013 in 2014, ki so se nahajali na severozahodnem delu pobočja kapiteljske njive. Izkopavanja so potekala nazadnje v lanskem letu 2014 in tukaj imamo že eno novo razstavo, ki te najdbe prikazuje. Novo je predvsem to, da grobovi potekajo po vseh pobočjih kapiteljske njive in zaenkrat še nismo omejili grobišča, torej do kje sega to grobišče, in upamo, da v naslednjih letih, da bomo pač lahko izkopavali in morda prišli do enega rezultata, do kje sega grobišče kapiteljska njiva. Glede na količino najdb, ki so jih odkrili v teh skoraj 3 desetletjih izkopavanj, bo v Dolenjskem muzeju kmalu zmanjkalo prostora za kaj novega. Lahko bi rekli, da sčasoma bo verjetno res zmanjkalo prostora v muzeju. Kapiteljska njiva z vsakim letom daje vedno več novih izrednih najdb, nove izredne rezultate. Namreč drugo leto bo celo 30 let od prvih začetkov izkopavanj, ki jih je začel Tone Knez, že davnega, lahko rečem, 1986. leta, in to delo uspešno nadaljuje vodja izkopavanj, moj kolega Borut Križ. Do sedaj smo na območju kapiteljske njive raziskali veliko grobov, lahko rečem skoraj 2000 grobov, namreč kapiteljska njiva je bila v uporabi celo prvo tisočletje pred našim štetjem. Neverjetno grobišče, ki je že do sedaj postreglo z nekaj izjemnimi najdbami. V grobem lahko rečem, da je bilo raziskanih skoraj 300 žganih grobov iz časa pozne bronaste dobe, to je nekje med 10. in 8. stoletjem pred našim štetjem, potem 46 gomil iz časa starejše železne dobe, gre za skeletne pokope, skeletne grobove v gomilah, in potem še v času mlajše železne dobe 740 žganih grobov. Torej številka je izredna, izredna je tudi številka najdb in s tem samo lahko rečemo, kapiteljska njiva je bila res izjemno grobišče, ne samo v slovenskem merilu, temveč v evropskem. Vendar naj bi v sklopu kapiteljske njive na Marofu kmalu zaživela še zgradba, ki bo služila predvsem izobraževanju. Torej, mi predvsem imamo v načrtu, da bo ta arheološki park pač del tega ene ureditve kapiteljske njive. Kar se pa tiče arheološkega muzeja, ne bi zaenkrat, oziroma bomo še kar naprej imeli zbirko v Dolenjskem muzeju. In na kapiteljski njivi predvidevamo, da bo ena zgradba, stavba, kjer bo en center, vsekakor s kakšnim veliko dvorano za predavanja, tudi s kakšnimi kopijami predmetov, vendar zaenkrat bomo še kar tukaj imeli našo zbirko v muzeju. Težko pa je napovedati, kaj vse še lahko odkrijejo pod marovsko zemljo. To, kar se je zgodilo v zadnjih letih, vse te najdbe nas vedno znova presenečajo. In že ko mislimo, da smo večino stvari spoznali, odkrili, potem vedno znova so nove najdbe. Tako tudi te, ki jih danes predstavljamo, v bistvu dokazujejo ta prehod med časom pozne bronaste dobe in časom starejše železne dobe. Predvsem prehod iz žganega v skeletni pokop. In očitno kapiteljska njiva še vedno skriva zelo veliko novosti. Ko je bilo na voljo več finančnih sredstev, so izkopavanja na Marofu potekala vsako leto od aprila do septembra. V zadnjih letih pa je to omejeno na 5 tednov. Z njimi naj bi nadaljevali že letošnje poletje. Mi predvidevamo, imamo v načrtu, vendar moramo najprej pridobiti dovoljenje in pa predvsem sredstva. Z vsako novo najdbo Novo mesto postaja še bolj prepoznavno kot mesto Situl, še dodaja Stipančičeva.